Zamolčal sem vam eno stvar. Na smučanju na Jahorini sem fino padel, si zlomil roko. Da vam ne govorim, kakšen udarec sem dobil odzad v hrbet. Čist sem črn. Če vas zanima kako, mi pišite prek Instagrama, pa vam bom sliko poslal. Namreč slike ne morem objaviti, ker se mičken moje riti vid, pa bi tu socialno omrežje zablokirala. Sem pa glih tudi porit, sem ves črn, tlej strani sem čist črn. To je bil tak udarc, da vam ne morem povedati. Slabo spim, boli me roka, boli me tle odzad. Ampak to vse, kar sem vam zdaj povedal, to sploh ni najhujš, ne. Veste, kaj je najhujš? Najhujš je to, da jaz nisem k doktorju šel. Zdaj rekel, sej bo. Ne vem, kako sem lahko taka budala, na pomrtu, jaz ne šel k doktorju. Ene 5 dni po tej poškodbi sem se pa slučajno z enim prijateljem videl, čisto slučajno. In mu povem, da sem pol. Je rekel, kaj pa doktorji pravijo? Jaz sem rekel, nič, nisem šel. Je rekel, kaj si prfukjen. In mi on začel naštevati, ne, dobre primere mi je dal enega njegovega kolega, ki na smučanju pol, kaj se mu je pol še vse naredilo. Mislim, sej, če sem imel sam 10% tukaj, kakor unmu je hudo. No, in sem pol pa rekel, ja pa nič, bom pa rešil k doktorju. Grem k doktorju, me predspošljajo na urgenca, unmu, ne vem, a je tu kirurg ali kaj, ne vem, nima veze. Me seveda pošlje slikat, tam sta 2 mlada fanta tu slikala in pol tam gledata une 2, predvidevam tiste slike in pol fant, ki me je tam štimal, tako se postavite tu tret, ne, je rekel, kaj ste pa vi tu delali? Sem rekel, na smučanju sem pol. Je rekel, kdaj pa? Sem rekel, en teden nazaj, čeprav bilo je 6 dni. Nisem samo zlagal, ker sem mislil, da je 7, pa sem pol pogruntal, da se je tu četrtek naredilo. Sem pa skozi mislil, da v petek, ne vem zakaj. Prav, kako ste pa vi tudi zdržali? Veste, da imate zlomljeno roko? Sem rekel, ne vem, je rekel, ste pa žilavi. Prav tako je rekel. No, pol nazaj k kirurgu. On je rekel, da ja, da treba zdaj pa na operacijo iti. Najbrž zato, ker nisem takoj šel. In da mi bo zdaj tu nekako nastavili. In v ponedeljek grem na operacijo. Da vam čisto iskreno povem, me je kar en strah. Kaj bo, kako bo. Ne vem. Je pa ne zdaj, najbolj žalostno od vsega skupaj je pa to, kakšen bumbar sem jaz.
Kakšen bumbar. Glejte, mislim, 10 let star otrok ni tuk prefuken, kot sem jaz. Zaradi dveh stvari. Prva, da sem pol. Da sem bil premalo pazljiv. Ajde, pa tu se naredi. Ali pol, da si taka budala, da ne greš doktorju. Da ne greš doktorju. In zdaj pa na operacijo, če sem prav razumel, na operacijo ne bi bilo treba iti, če bi jaz takoj prišel k doktorju. Zdaj, hvala Bogu, da sem tle od zadej, kosti, ne? Ker, dajte, pište mi prek Instagrama, da boste videli uno sliko, ki tazga še niste videli, vam garantiram, da ne. Sem čist flekast in boli me, koža je taka čudna, kad da mu nekaj gor nalimano, pa da me skus nekaj stiska. Ne morem spati, nikakor se ne morem uležiti. No, v ramo sem jih tudi malo fasal. In zdaj rama me čedalje bolj boli. Po mojem me tudi boli, ker se po noč ne morem zrihtati nikako tako, da bi lahko spal, nekako si dam tako roko ob stran, ker jaz na trebuhu spim. Se malo probam tudi na hrbtu spati, sam nisem navajen, po me pa še tle hrbet boli, če na hrbtu spim. Vse živo sem probal. Tako da, vejte, 10 let star otrok ni tuk neumen, kot sem jaz. 10 let star otrok. To je grozno. Tako da gruntam, da je za smučanje nisem. Pa lejte, veste kaj je zanimivo? Kako je človek pri enih stvareh? Pri enih stvareh sem jaz tako pazljiv, tako natančen, boječ. Ne? Rečemo, jaz čez naselja vozim zmeraj 50 na uro. Nikoli več. Mogoče se kdaj spozabim, pa gre do 55, maksimalno 60. Po števcu tudi vemo, števc tudi malo več kaže, pa tako naprej. Jaz sem tu izredno previden, zaradi dveh razlogov. Prva, da nam kakšne kazni brez veze plačeval, pa če smo iskreni, se sploh niso tako velike. Zdaj tu malo inflacija požrla, ne? 20 evrov, če greš do 10, preveč, pa še 5 imaš tolerance, se pravi, če greš 64 na uro v naselju, plačal samo 20. Vem, ker sem 2 let nazaj tu plačal in to je edina kazen, ki sem jo dobil v zadnjih 25 letih. Za hitro vožnjo ali pa kakršnokoli. Pol, če greš do 20 na uro več, je 60 evrov. Dobro, 120 pa polovička 60, se pravi, kazen je pol na konc 60, ni 120, ne. Tle sem tako pazljiv. Tle na smučanju pa nisem tako. Pa ker mislim, da se mi ne more nič narediti, pa še pol to, da nisem doktorju šel. Dober, to je mogoče zdaj malo drugač, ne. Vejte, mogoče je tudi velik ta strah do slabih novic. Pa ker raj ne greš, da ne slišiš teh slabih novic. Ampak jaz slabe novice zmeraj želim slišati. Karkoli. Želim slišati. Tudi če bi ženskomu, želim slišati, če me vara. Ne? Ampak zdravje je nekaj drugega, ne? Zdravje je nekaj drugega, tako da
tle tudi jaz ne hodim rad zdravniku. Pa tudi, če je kaj narobe, bolj da ne veš. Včasih, ne. Tako da, ne vem, res ne vem. Še tu. Tisti, ki me malo bolj spremljate, veste, da sem se 30. novembra zvil nogo. In ne boste mi zdaj verjeli tole, kar bom povedal. Če ste pogledali video, ki so na Kopaoniku smučala s Silvotom, pa so šla pol proti Bosni, proti Jahorini, ki sem pse hranil, enkrat je Silvo malo bolj daleč naprej ustavil, pa sem šel nazaj peš 150-200 metrov iz tisto vrečo, da sem hranil pse in sem vedel, da je Silvo morda malo živčen, ki me čaka, sem nazaj grede tekel. Sem rekel, wow, tečem lahko. Prvič po 30. novembru tečem. Sem rekel, wow. Lejte, manj kot 24 ur kasneje se jaz to naredim. In lejte, glih lep vremera to je. Lahko se fino prvič, že kar dolg cajt se nimam fino, če vam čisto iskreno povem. Tamle konc leta sem imel ene kar hude osebne težave, take, da sem bil čisto v kurcu. Se opravičujem, ker tako govorim, ampak da boste razumeli, ne. Tako da je bil tu del življenja, ne, bi rekel, če ga živiš ali pa če ga ne živiš, isto sranje. Ne. Dober, potem so se te stvari majčkeno poštimale, ne čist, ampak dober, kar dosti poštimale. Šel sem na potovanje v Čile, mimogrede, če niste video pogledali, so fantastični. Toliko pohval nisem še za nobene video dobil, kakor za te. Je zdaj in montaža boljša in vsebina in tako naprej. Mislim, dajte, na osnovi vaših komentarjev se upam trditi, da so res dobri. Tako da, če še niste pogledali, poglejte. To je drugače na drugem kanalu. Tam pišete Tomaž Gorec na YouTubeu, pa boste najdeli. No, to je pa moj ni čist nov, ampak manjši kanal, kjer je tudi sam 2000 sledilcev, ki pa takele stvari gor govorim, take moje osebne, neka moja razmišljanja, ne, to ne bom, ta video ne bi dal, ali pa gruntam celo, no, pa ta video bom celo na ta glaven kanal dal. Bom kar na ta glaven kanal dal. Tako da ja, ta Čile pa vse tle najdete. Ne? No, Čile mu spet malo grenak preukus, ki me še gležem bolu. Ne bolu. Šepal sem, nisem mogel niti približno na normalno hoditi. No, zdaj, ko sem pa tle bil pri zdravniku, sem pa tudi rekel, veste, sem se pa dobra 2 meseca nazaj pa gležen zlomil, ne, se to že 3 mesece, zlomil, zvil, sem rekel, ko sem že tle, a se da še tu slika, da vidimo, če je kaj narobe, so rekli, ja, bomo. In tu so mi slikali, je pa tu, hvala Bogu, vse tu, vse ok, ne. No, zdaj pa, še tipkat ne morem. Ne moreš tu roko tle, da ne morem. Z eno tipkam. Ne. Če bi se tipkal lahko, bi rekel, super, bom pa tale cajt izkoristil, bom pa tisto vodič za Bosno in Hercegovino napisal. Ampak zdaj ne morem. Zdaj gruntal sem, če bi tu šlo tako
da bi v ChatGPT, ne, ker če ti govoriš, ti on piše. Da bi govoril, pa da on piše. Pa to mi je tukaj nekako ni mi bliz. Sploh ne vem, če bom znal govoriti, ker ko pišeš, čist drugače možgani delajo, tako da ne vem, če bo to šlo. To bom probal, ne. Da bi se tu nekaj izkoristil, ne. Drugače pa sem si pa dan preden sem šel k zdravniku, sem si pa rezerviral potovanje na Ciper. Sicer kratko, ampak sladko, za 5 dni. Z eno sopotnico grem, tako da, če bo to Bog dal, da se gre, bo video zelo zanimiv, ker bom tudi malo pomočil pri snemanju, pa tako naprej. Mogoče tudi sopotnico kaj pred kamero dobim, bomo vedeli. Tako da bo zelo zanimivo, pa Ciper je zanimiva država, ne. Zdaj, zakaj, če bo Bog dal, ne? Sem Bog, se veste, so Boga ne verjamem, ampak tako rečem. Ja, kaj je neka raketa preletela, ta dron iranski, in so tudi neki zračni prostor zaprli, pa take zadeve, in da ne bi bilo slučajno kaj odpovedano, ne. No, če sem iskren, sem že prej v Cipru razmišljal, ampak zdaj, ki pa ta dron, ki je preletel, rekel, sem šel pa gledati cene letalskih kart, tako da povratna karta je manj kot 100 evrov. Z ono prtlago 10 kil. Manj kot 100 evrov. Pa tudi pol sem namestitve gledal. To so cene pale, tu dobiš, rečemo, za 60 evrov, za 2, dobiš tako lepo namestitev z bazenčkom, morje, ob morju, ne. Tako da, no, zdaj upam, da bom šel, da ne bo kakšen zračen prostor zaprt. Upam tudi, da bo takrat tudi dober. Zdaj, ta zdravnik mi je rekel, da ta operacija, ki je, da bom pol ene 3 tedne še mogel imeti to longeto. Če tu 3 tedne, se bo tu nekako išlo. Če pa ne bo, ja, bom šel pa s tem. Bo pa sopotnica vozila. Sam obstaja tudi ena možnost, ne, ki je čisto realna, ne, da bom šel sam, ker se bo ona ustrašila. Čisto možno je. Čeprav ne zdaj. Ne, jaz to tako gruntam. Tamle, če Iranci na Cipr spustijo 1000 dronov, pa jih ne bojo. Je to verjeten, če tle kakšen dober matematik ne izračuna, je to po mojem 0,01% možnosti, ali pa še manj, da bi glih mene zadel. Tako da, jaz se to nič ne sekiram. In take stvari je za izkoristiti, ki je malo napeto greške. To. Ne, jaz tudi, ko se bo v Dubaju zadeva, ko se bo nehala, ko se bo malo umirila, ko bojo avioni začeli voziti, bom jaz takoj šel. Vse bo pol cenejš. Saj pol cenejš bo vse. Mogoče namestitve še cenejš, ka pol cenejš. Mogoče bo sem 30% cene. Pa bom šel, pa bom vse te Združene Arabske Emirate ogledal, od tam gor, tam, ki je ta Hormuška užina, tam so tudi eni hribi, pa do Abu Dabija, tisto mošejo pogledati, pa tako naprej.
No, zdaj ne vem, kdaj se bo to rešilo, je pa dejansko polet ne bom šel, kad crkneš od vročine, ne. Tako da to bo šel zdaj lahmal, če se bo rešilo, ne. Tam po mojem, po 15. maju, je pa že prepozno, je pa že toliko vroče, da je pa za znort. Tako da bo pa pol jesen. Ne, ker to veste, zdaj ljudje ne bojo v Dubaj tako hodili, kot so hodili. Ne bojo, sigurno ne bojo, ki jih je strah. Tako je, taki smo ljudje, ne. Ne vem, tisti mojih let, če se mogoče spomnite, leta 99, ko je NATO bombardiral Srbijo, veste, kje je Srbija, so tujci, to je bilo na televiziji, to se spomnim, tako kot je bilo danes, da so tujci odpovedovali aranžmaje turistične v Sloveniji, zato ker je NATO napadal Srbijo, ne. Mislim, je bila Slovenija kaj manj varna, takrat zato, ker je NATO Srbijo napadal. Ampak tako je, imate pol cena pade, ne. Tako da, če bom je šel na Ciper, sedem ga, iz zdravo roko, ali pa saj približno zdravo roko, ali pa da mi saj povejo, da tu bo vse super, pol pa bom srečen človek. In zavedati se moram tu, da takrat, ko si srečen, da si rečeš, Madonna je dober, daj uživaj v tem. Bog ve, kaj pride. Bog ve, kaj pride. Čas, ne vem, koliko cajta. Ne? Mi vse samo, sej sam čakam čez 2 meseca, ko bo unka v tretke, pa umri. Ne, uživati to moraš v tistem trenutku. Veste, koliko je meni žal? Samo ene, ko sem bil mlad, samo lepe punce, s katerim sem tudi rad bil. Ampak jaz sploh nisem užival z njim. Jaz sem zelo redko punco kam na morje pelil ali pa kaj takega. Pa malo romantiko zganjal, pa to. Jaz sem že letel v drugem ciljem naprej, jaz se sploh nisem znal ustaviti. In ne zdaj si pa reč, ne, ko bom na Cipru, wow, kaj lepo, zvečer se bom usul na terasco, gledal na morje, tegale črnega radlerja tam ne bojo imeli, mogoče bom ene 2 pločevinke se bojo vzel, pa bom lepo spil. Ta je pa res tako dobro, da vam ne moram povedati. Pa bom lepo rekel, naj se čas ustavi, uživajmo. Ljudje pa skozi iščemo, mislim, jaz sem tak. Povejte, če ste tudi vi. Skozi mislim, da bo nekaj bolj. Čez pol leta bo pa bolj. Čez en let bo še bolj. V penziji bo bolj. Ko bom v penziji, bom 60 let star, ko bom v penziji, bom rekel, pri 70 bo bolj. Jaz sem zdaj v teh letih, da bo sem bil vse slabš, ne bolj. Ne, čeprav tu ni res. Še zmeraj verjamem, da meni, ko bom v penziji, da bo daleč najboljš. Da mi bo mnogo bolj, kot mi je zdaj. Tako da, ja. Takole ne, se probam malo tolažiti, pa si rečem, morda je pa prav, da se mi tole naredilo. Morda bo to za nekaj dober. Zdaj se človek vpraša, kaj lahko za to dober. No, prvo da povem, glejte, meni se res v življenju, veste, kolikokrat že naredilo, da se mi nekaj slabega naredilo, slabega, potem se je pa izkazalo, da je bilo to ful dobro.
Ena stvar, mogoče me je tu rešilo, da bom zdaj bolj previden, morda me je tu smrti rešilo. Kakšne hujše poškodbe. Mogoče zdaj, ko bom v bolnici cajta, ne vem, v takih primerih človek vsem malo razmišlja v življenju, vsem mogoče pridem do kakšnega novega, boljšega zaključka, tako za življenje kot za posel. Morda dobim kakšno top idejo. Za življenje, lejte, za posel jaz nič ne rabim. Posel sem gledam čim manj, ne pa čim več. Star sem 56, bom star, kaj če mi je še? Kar sem naredil. Ne, pa zdaj neke, samo pa še tu, pa še pa še tret. Ne. Mislim, jaz primer ne moram biti, ne. Jaz imam namen še knjige pisati, pa take zadeve, ampak to me veseli. To je užitek. Čeprav se tudi pri teh zadevah pol mal preveč forsiram, ne. Pa sem živčen, pa še nisem napisal, pa kdaj bom, pa pa tret, pa četrt, ne. Tako da, te stvari, ki me veselijo, bom delal, pa veseli me to snemanje teh vlogov. To je zdaj, bo moj glaven fokus v življenju in tudi pol, ki bom v penziji. In jaz boste videli, lejte, zdaj vam obljubim, da enkrat bom še vrhunske dokumentarne popotniške filme snemal, vrhunske, morda tudi kakšne druge, nikoli ne veš, ker to me izredno veseli. Izredno. Včeraj sem šel gledat film Exodus 1945, Naša kri. Vrhunski film. Vrhunski film, ljudje. Jaz vem, da zdaj tisti, ki ste levičarji, boste rekli, tu ne grem gledat, tu je tabela, propaganda, pa pa tret. Lejte, če ste tako prepričani v svoj prav, ne, pejte vsem pogledat. Pa če boste tudi še pol čist prepričani. Film je nekako, če sem jaz prav zastopil, posnet po resničnih dogodkih. Ali pa saj po približno resničnih dogodkih, ker tisti glavni igralci, ki so bili te osebe, res obstajajo in mislim, zelo zanimiv film. No. Tu bi ga mogel vsak Slovenc iti pogledat in lejte, dostikrat sem vam jaz govoril, da jaz nisem neki zaveden Slovenc. Ampak lejte, sem vsak dan bolj. Vsak dan bolj sem zato, ker vidim, da izumiramo. Vidim, da gre vse v te smeri, da bomo izumrli. In zato mi je tudi ta film, ne, ko sem ga gledal, sem bil vesel, da se tu neka mlada ekipa spravlja je to posnet. In še danes pišem temu režiserju, temu glavnemu, da ga povabim na podcast. Zdaj nisem prišel filma gledati zato, ker bom rekel, ni bil glaven razlog, da sem ga šel gledati zaradi vsebine. Čeprav od takrat, ko sem naredil podcast z temole Možinatom, pa ko sem se pripravljal, ko sem zadeve malo raziskoval, skrat sem najbolj videl, ne, da ta zgodovina ni čistaka, kakor so nas učili, pa kakor sem jaz mislil.
še preden je bil Možina tukaj pri meni gost, tudi ta podcast si pogledajte, če se ga niste pogledali. Tukaj sem gledal, jaz se kar dobro na te podcaste pripravim in sem gledal tiste pričevalce, ki so na RTV-ju. In tam vidiš tiste stare ženske, moške, ki govorijo, kako je bilo med vojno. In teh ljudi je več kot 100. In lejte, zelo čudno bi bilo, če bi vseh 100 lagalo. Pa to so tukaj stari ljudje, ki bi tudi težko lagali. To je tudi neka druga generacija, pa verjetno so še verni, pa tret, pa verjamejo, da je laž greh, da greš pol v pekel, pa tako naprej, se mi je tudi težko zlagati, In takrat sem pol videl, da ni čisto glih tako bilo, kot so nas v šoli učili, Ampak jaz tega filma nisem šel gledati zaradi tega, zaradi vsebine. Jaz sem ga šel bolj gledati zato, ker mene samega tu zanima, kako film posnet. In me je zanimalo, predvidevam, ta film se tudi nekaj veliko ne reklamira. Predvidevam, da so ga tu poceni posneli. Pa sem rekel, me zanima, grem pogledat. In veste, tu so neki, čakajte, ta glaven igralec je Primorc, ki je zmeraj nekega komika igral. Ne bom se ga zdaj spomnil. Mislim, pa kaj to vlogo dobro odigral. Čist drugače, kot sem ga poznal v teh vlogah do zdaj, ki je zmeraj nekega komika, nekega trapčka igral. Tukaj se je videlo, kako dober igralec je. In drugače pa kar tam 2 punce, ki so bile sestre, so bile tudi pol po dogodku tam, so malo na oder prišle, malo povedale. Za te punce nisem še nikjer slišal. Oziroma, od ene celo mamo poznam. Ampak sem tam mamo videl, pa kaj pa ti tle, jaz sem rekel, prišel pogledat. Sem rekel, kako pa ti? Ja, je rekel, moja hčerka je igrala tu. Sem rekel, res? Tako da nisem mogel verjeti. To so čist neznani ljudje in kako so to dobro odigrali. Jaz sem šel predvsem za to gledati, ker me to snemanje, ustvarjanje video vsebin me zanima. Ampak pol na koncu sem bil pa tudi nad filmom navdušen. In navdušen sem bil, da je toliko ljudi prišlo in tako naprej. Zdaj to tema, ne vem, za kaj sem sploh zašel. Verjetno tu, kaj bom delal, da imam namen, zdaj me je spet roka začela tle tako boliti. Jebem ti sunce. Ni lušno, Ja. Lejte, morda mi bo pa tu nekaj dalo, Zdaj imam teh 3 tedne je pred menoj popolnoma blesavih. Ne vem. Naraj bi videl, da mi krenu spavalo dajo, pa da se čez 3 tedne zbudim zdravo roko. To bi naraj videl. Tu ni možno, Bom pa probal ta cajt tudi nekaj izkoristiti, Tamle v bolnici bom kakšno knjigo prebral. Od Vlaste Nussdorfer jo imam tamle, jo bom s seboj vzel, ki mi jo je podarila. Nisem jo vzel učila na potovanje, čeprav sem rekel, da jo bom, to sem v podcastu rekel, ampak jo nisem jo pa zato, ker mi je še tak lep posvetilo napisala v knjigo in sem rekel, ne bom jaz to knjigo zdaj tam nosil nekje po ruzakih, pa jo bom uničil, pa jo zato nisem vzel. Pa namen imam tudi prebrati knjigo od Violete Tomič, ki mi jo je podarila, ki je bila pri meni na podcastu. Lejte, ta je tudi v redu podcast, čeprav je ona bolj levo usmerjena, zame veste, da sem desno, ampak mi je bila ženska všeč. Meni je bila tudi zmeraj zoprna, če sem čisto iskren,
daja mogoče tak občutek, ne. Tako da tistem, ki je vam zoprna, vas čisto razumem, tudi meni je bila, ne. Po, ko sem malo od nje začel brati, pa ko malo zveš, mi pa ni bila več tako zoprna. Ko je pa sem prišla, pa ko so se pogovarjala, mislim, mi je pa zelo v redu oseba in če bi me zdajle poklicala, Tomaž, čez Trebnje greva na kavico, bi rekel z veseljem. Tako tisto njeno knjigo bom še prebral. Pa Cankarja moram kaj začeti brati, to pa Zmago Jelinčič govori, ne, tisto Hlapci, to treba prebrati. Tle se vidi, menda slovenski narod, kakšni smo. Tako da ja, tako da, glejte, čisto nič se ne veselim dnevov, ki so pred mano. Ampak tudi taki trenutki pridejo v življenju. Veste, da bi zdajle veliko rajši videl, da se ne teh poškodb dobil, pa da me za 2 meseca kele na dob zaprejo. 100-krat raj bi to videl. 100-krat raj. Probam je čim bolj pozitivno naprej, ne. Tudi v tem filmu, ki sem ga včeraj gledal, ne, na koncu, ki je bil ta glavni igralec, mislim, koliko me zdaj tule žre, ki se ga Kutner, je Kutner? Tam kar umetno inteligenco vprašal, ko sem tukaj živčen, kdo je glavni igralec filma Exodus 1945, Naša kri ali nekaj tazga je. Sploh ne moram razmišljati, ker vem, da se ena stvari, ne, Jernej Kutner, ja. Jernej Kuntner, Jernej Kuntner, ja. Je tudi na koncu rekel, ne, rešimo, kar se reši da, ali nekaj v tem smislu. Tako da mi je bilo tudi tisto majčkeno motivacijsko. Ja, 100-tisočkrat je bilo unem težji tam, ko so v filmu, ko pa manj, ko sem si roko zlomil, ne, tako da morda čist preveč jambram. Mora biti, bodo videli, čez en mesec bom tako vesel, da bolj vesel ne bi mogel biti. Nič, to sem vam hotel povedati, tukaj, da boste vedeli. Mejte se, všečkajte ta video, če še niste naročeni na ta moj YouTube kanal, se naročite. Napišite kakšen komentar, kaj si vi mislite vsem tem. Pa se vidimo v novem videu. Prihajajo eni novi videi. Bojo tudi zanimivi. Lepo se mejte. Adijo.